Spoštovani, res me veseli, da sem danes z vami, saj kratek čas. Lepo se zahvaljujem svojemu prijatelju in enemu od vaših, kako bi rekel, motorjev pogona, dr. Marku Pavlihi, za te prijazne besede. Ne vem, mi bo uspelo izreči 12 pametnih misli v 12 minutah, ampak pustimo se presenetiti. Med vami tudi vidim kakšne znane obraze in res me veseli, da ste še vedno polni te energije, ki jo Slovenija potrebuje tako zelo. Najprej bi rekel, da sem tukaj danes zato, ker želim res izkazati eno spoštovanje, pa tudi dati spodbudo vašemu gibanju, Svetovni etos. Že nekaj časa ga spremljam, tudi od začetka sem bil že nekako povabljen, da se vam pridružim, vendar sem ravno takrat razmišljal že o teh svojih prvih korakih, morda tudi proti politiki, in sem se potem zadržal, sem rekel, bom počakal, da vidim, kajti če me pot odnese preveč v to smer in ob vsem delu, ki ga imam, ne bom mogel polno sodelovati v tem. In dejansko se je zgodilo to, da bi prišel tako v nek razkol, in se mi zdelo neodgovorno, da bi se vam pridružil še kot profesor, če ne bi mogel polno pri tem sodelovati. Vsekakor pa sem spremljal tudi vaše publikacije in menim, da res opravljate dobro delo, kajti če kaj danes Slovenija potrebuje v svojem jedru, v svojem temelju, so to te etične vrednote, tiste predvsem univerzalne, glede katerih na nek način se da zediniti tudi med še tako različno mislečimi ljudmi. Predvsem pa potrebuje to, kar na nek način dokazujete, da je možno vzpostaviti v Sloveniji, da tudi ljudje, intelektualci, torej misleci vseh vrst, z različnimi pogledi na ta svet, z različnimi nazori, verujoči, neverujoči, tako ali drugače filozofsko usmerjeni, lahko skupno razpravljate o etiki, jo širite v družbi in pravzaprav ponujate naši družbi tisto, na kar se bodo, upam, kasneje opirali mnogi drugi, kajti brez tega etičnega temelja, ki ga moramo nazaj zgraditi, ki se je zelo, zelo skrušil skozi zadnja leta ali celo desetletja, da ne govorim drugače, skozi to, kako bi rekel, prenovo tega temelja, edino lahko dosežemo to, kar si želimo tudi potem na gospodarskem področju, na socialnem, kulturnem, znanstvenem in vseh drugih, kajti vsi vemo, da je pravzaprav v osnovi nek duh, potem pa pride že etika in potem šele verjetno vse ostalo. Zdaj, všeč mi je vaša tema za danes, celostno zelo, bi rekel, celostni pogled je za mene tudi osebno edini takšen, ki ga pravzaprav moramo spodbujati v vseh okoljih, še posebej v izobraževanju, ampak to je tematika, o kateri boste danes govorili. Torej vsekakor se mi zdi, da celostna pedagogika je izredno pomembna za naše prihodnje generacije. Mi vemo, da zapravo smo danes na neki točki, kjer smo se vsi začutili zelo odgovorni za naše prihodnje rodove, ko smo videli, da smo jim pravzaprav dajali v zadnjih letih slab zgled, mnogi, ne vsi verjetno, ampak mnogi, in da je treba to popraviti. In jaz mislim, da ravno na ta način, da zdaj začnemo tako pri temeljih, kot tudi, da popravljamo na vseh drugih področjih ta slab zgled, to je edina stvar, ki nam bo pomagala, da pridemo tudi dejansko iz te krize. Jaz osebno, če dovolite še nekoliko morda neke refleksije v moj profesorski čas, sem vedno, ko sem predaval etike ali pa glasno razmišljal o njej, poudarjal etično prizadevnost. Mislim, da je napaka to, kar si danes zadajamo Slovenci, da terjamo od kogarkoli etično perfektnost, popolnost. Tega ni. To so ideali. In prav je, da vemo, kaj je idealna etična vrlina, kaj je idealna etična vrednota, cilj, ampak ni pa prav, da to zahtevamo drug od drugega, še posebej ne na agresiven način. Prav je, da si prizadevamo v to smer, da si priznamo napredek, da smo kritični takrat, kadar ga ne dosegamo ali kadar si sploh ne prizadevamo, to je prav. Ni pa prav, da smo včasih tako zelo kruti sami do sebe, da tudi malih stvari ali velikih stvari celo ne opazimo, si ne priznamo, nimamo tiste spoštljivosti, da bi rekli, naredil si napredek, uspelo ti ali karkoli, ampak gledamo samo negativno. Sem tako črna slika, ampak preveč je tega. In jaz mislim, da moramo to popraviti. Mislim, da na vseh nivojih, ne nazadnje tudi v politiki, kjer se zdaj nahajam, potrebujemo
več etične prizadevnosti, nikakor pa ne tiste zahteve po popolnosti, kajti ta nas bo uničila. Nihče ni popoln. Če danes po tem kriteriju presojamo kogarkoli, od profesorja, učitelja, do znanstvenika, sodnika, odvetnika ali politika, potem se lahko vsi v Sloveniji selimo, tako je tudi v drugih državah. In te neprizanesljivosti je preveč, nikakor pa ne spodbujam k temu, da bi morali biti tu popustljivi. Menim samo, da je treba doseči neko sorazmernost, to, o čemer pravniki pogosto govorimo. Če si ga polomil, če si storil napako, etično, pravno, kakršnokoli moralno, seveda si dolžan, da prevzameš odgovornost, ampak v sorazmerju s to napako. Ne? Tako da ne bodimo tako zelo neprizanesljivi do sebe, priznajmo si tudi, da znamo narediti kaj dobrega, da smo naredili marsikaj dobrega, bodimo pa odločni tam, kjer nam še ne gre. Mislim, da tudi potrebujemo malo več umiritve. Mislim, da je v zadnjih letih Slovenija postala nekoliko, kako bi rekel, podivjana. Verjetno tudi zato, ker smo se znašli v krizi in bi radi na hitro iz nje prišli in potem na hitro si vse želimo to, kar je danes neka instant predstava v svetu, vse na hitro. Ne? Na hitro se naučiti jezika, na hitro dobiti spričevalo, na hitro uspeti, na hitro obogateti. Vse prave stvari pravzaprav potrebujejo nek čas. In tudi to, da pridemo iz krize, da se kot družba ponovno, kako bi rekel, srečamo, kot so ljudje na nekih vrednotah, da se normaliziramo, pravzaprav nič drugega kot to potrebuje nek čas. Zato tudi tukaj si bom sam prizadeval in upam, da si boste tudi vi z menoj, vsak v svoji sferi, dajmo umiriti strasti, dajmo pravzaprav pogledati, v katero smer želimo iti in potem začnimo delati odločne korake, brez panike, brez histerije. Pred nami je zelo naporno obdobje, predvsem leta 2015, kajti v to leto, zdaj govorim pa že kot predsednik vlade, izrazito se tudi prej sem tako govoril, ampak v tej družbi se dovolim biti nekoliko bolj sproščen. V tem letu 2015 na nek način bomo na relativno težki preizkušnji, kajti v to leto se zlijajo številne neugodnosti iz preteklih let, predvsem govorimo o finančnih zadevah. Seveda naša vlada meni in je prepričana, da smo jih sposobni preseči, da bomo zmogli tudi to. Delamo na tem, da naredimo dober načrt in verjamemo, da bomo potem napredovali iz leta v leto bolje, ampak kot rečejo modri ljudje, ni težko biti moralen ali etičen takrat, ko ti je lepo, ko imaš vsega dovolj, ko se cedita med in mleko. Takrat smo vsi prijatelji, dobronamerni in tako naprej, ampak to je površina. Pravzaprav se vidi, iz kakšnega testa ljudje smo takrat, kadar je težko, kadar zmanjka materialnih dobrin, kadar so napetosti med nami, kadar se pojavijo ta negativna čustva, občutja in takrat vidimo, kakšni ljudje smo. In jaz verjamem, da bomo Slovenci ravno v prihodnjih letih dokazali, da smo pravi, da smo, tako kot smo bili sposobni to našo državo vzpostaviti, jo osamosvojiti, se postaviti na lastne noge, da smo sposobni to državo tudi upravljati in to družbo tudi upravljati in voditi nas in prihodne generacije k tistemu, čemur lahko rečemo neka trajnostna družba, inovativna družba, etično ozaveščena družba in tako dalje. No in da bomo lahko prebrodili te izzive, ki jih imamo pred seboj, da bomo šli skozi njih, moramo premagati številne strahove. Jaz mislim, da v Sloveniji nas je marsičesa preveč strah. Predvsem tudi drugega, ne zaupamo si. Obupno je nezaupanje v Sloveniji, jaz vidim. Ne. Vsak pristopa k vsakomur z nekim a priornim strahom, da ga bo prinesel okrog, da bo z njim manipuliral, da ni pravi, da ne zna, da ne zmore in tako dalje. In s tem se pravzaprav, veste, samo uničujemo. Ne želim biti naiven nikakor ne, kajti vemo, da je tudi to napačno, to nas je tudi pripeljalo v situacijo, kjer smo si pravzaprav sami zadali zelo hude finančne, ekonomske in druge udarce, ker smo zaupali mnogim, ki tega niso bili vredni in so nas dobesedno pokradli. Ampak več zaupanja pa moramo imeti. In vi vsi znate začutiti, sem prepričan, ljudje znajo začutiti, komu lahko res zaupajo in kdaj, kje pa je potrebno biti previden ali morda celo, bi rekel, ne zaupati in preverjati stvari. Tako da te naše strahove, ki jih je res veliko in so razumljivi tudi zaradi ekonomsko težke situacije, zaradi revščine, bede, ki smo si jo na nek način v to deželo pripustili, te strahove moramo postopno presegati, se bolj spoštovati, bolj spodbujati,
Zato pa potrebujemo pogum, kajti pogum je premagovanje lastnega strahu, kot veste, in jaz verjamem, da ste vi znanilci tega poguma v naši družbi in jaz vam samo želim, da bi na tej poti bili zelo uspešni, tako v smislu promoviranja teh etičnih vrednot in poti, ki jih moramo ubirati, kot tudi z lastnim zgledom, ki ga vsi prisotni, sem prepričan, že izpričujete, ne tukaj odnehati, lepo vas prosim, pokažite ljudem, da Slovenija zmore, da Slovenci zmoremo. In jaz se bom pa tudi potrudil kot predsednik vlade, da na političnem področju naredim vse, kar znam in zmorem s svojimi ljudmi. In če bomo našli tu sinergije, potem se bomo že drugo leto, tretje, naslednjo srečali v nekoliko bolj optimističnem ozračju. In jaz sem prepričan, da to Slovenci, kot rečeno, zmoremo. Hvala lepa še enkrat za povabilo. Želim vam zelo uspešno delo danes, zanimiv posvet. Z zanimanjem bom tudi spremljal kasneje, kaj ste kaj ugotovili. Malo kasneje pa vas bom žal moral zapustiti, ker imam že druge obveznosti. Tako da hvala še enkrat za povabilo in srečno.